Pozdravljeni! V smislu slogana Skupaj za zdravje so na gimnaziji Ormož v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Ormož in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje območna enota Maribor minuli torek organizirali predstavitev preventivnih zdravstvenih programov, ki jih v skrbi za zdravje državljanov izvaja Slovenija. Predstavitev je bila namenjena tako otrokom iz vrtca kot osnovnošolcem in dijakom z namenom, da skrbi za zdravje več pozornosti posvetijo prej, kot bi morda bilo že prepozno. Šlo je za dan dejavnosti na gimnaziji, ki so ga posvetili predstavitvi zdravstvene preventive oziroma preventivnim programom, ki jih ponujata Center za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ormož in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predstavitve pa niso bile namenjene samo dijakom vseh 3 srednješolskih programov na gimnaziji Ormož, pač pa tudi otrokom iz vrtca in osnovnošolcem. Tako je, ponovno poudarjam, kako zelo veliko srečo imamo, da živimo v takem okolju, kot živimo, lokalnem ormoškem okolju, kjer smo vsi povezani med sabo. Zjutraj so se nam pridružile vzgojiteljice z otroki iz vrtca Ormož. Ti otroci bodo zagotovo doma povedali, da so danes šli skozi ritko, skozi črevo in pogledali vse te zadeve in bodo starši sigurno povedali, kateri programi so to. Potem imamo obisk osnovne šole Ormož in pa seveda pozneje, zdaj pridejo ob 11:30 tudi dijaki naše šole. Naj pa povem, da tudi starše smo povabili, danes imamo govorilne skupne ure, tako da so tudi starši povabljeni, upamo, da se bodo odzvali in vsekakor odzvanja tudi to povabilo, da se osvešča, kaj nam je vse na razpolago. Kot sta povedali koordinatorici dogajanja Aleksandra Marolt in Katja Skoliber, sicer strokovni sodelavki srednješolskega programa Zdravstvena nega na gimnaziji, so na prireditvi posebej predstavljeni nacionalni programi Svit, Zora in Dora, a tudi vrsta ostalih aktivnosti v skrbi za zdravje. Tako, zdaj današnji dan služi temu, da se naše dijake in pa širšo javnost ozavesti o pomenu gibanja, zdravega načina življenja. Potem tematike se dotikajo tudi duševnega zdravja, potem nekaj je tudi na temo spolne vzgoje, zdaj tudi nekaj bo na temo nordijske hoje. Lepo pozdravljeni. Današnji dan, prav poseben, sončen, hvala Bogu, je namenjen preventivi. Kaj pomeni preventiva za nas preventivne delavce, kaj pomeni preventiva za mlajše generacije, za starejše generacije, za vse nas. In padla je ideja, da nekako se združimo Nacionalni inštitut, gimnazija Ormož, tudi v sodelovanju z osnovno šolo Ormož in Centrom za krepitev zdravja, da pokažemo, kaj je v bistvu preventivno in da gradimo nekako na mlajši generaciji, ki bo prenesla to vse danes, kar so videli, kar bodo slišali tudi v domače domove. Nekako smo si predstavljali, da pokažemo preventivne programe na državni ravni, Svit, Dora, Zora, tukaj zunaj, kot se zdaj vidite, je kar živahno. In potem se preseli celoten Center za krepitev zdravja v notranjost, kjer bomo čisto vsi, bom rekla, poklicni profili predstavili preventivne dejavnosti, ki jih tudi nekako izvajamo v našem zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in širše, da opolnomočimo ljudmi, kaj lahko naredimo sami, da preprečimo določene dejavnike tveganja, da vplivamo na svoje zdravje in da s tem nekako gradimo mozaik, temelje zdravja od najmlajših potem do najstarejših, da bomo zmogli skozi to zahtevno življenje, skozi te zahtevne čase, čim bolj zdravi in čim bolj, bom rekla, tudi v dobrem, tako fizičnem kot duševnem zdravju in da spodbujamo en drugega, tako mladi, starejše kot starejši mlajše in da, kot je naslov današnjega dne, skupaj zmoremo.
Skupaj zmoremo ali skupaj za zdravje sta gotovo slogana, ki k takšnim predstavitvam ženeta tako Ormoški center za krepitev zdravja kot Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ja, mi smo zelo veseli takih dogodkov v lokalni skupnosti. Nekako skušamo ljudem predstaviti, vse generacijah, predstaviti praktično, kaj pomeni udeležba v program Svit, ko se ljudje sprehodijo skozi to črevo, da vidijo, kaj so ti adenomi, te predrakave spremembe, ki jih odstranjujemo med programom Svit in da se prepričajo v dosežke in v uspeh programa Svit. Kajti program Svit je dokazano učinkovit program. To potrjujejo tudi najnovejši podatki registra raka. Sicer letno okrog 1300 ljudi zboli za rakom debelega črevesa in danke, od teh približno polovica umre. Zahvaljujoč programu Svit, od uvedbe programa Svit leta 2009 na sistemski ravni, je rak debelega črevesa in danke bio na visokem drugem mestu, sedaj se premaknil na 5. mesto. Letno odkrijemo ponavadi okrog 200 primerov raka v programu Svit. Po najnovejših podatkih iz lanskega leta smo odkrili 211 primerov raka in pa, kar je še bolj pomembno, 1800 primerov napredovalih adenomov, ki so v bistvu predrakave spremembe, iz katere se lahko potencialno razvije rak. Tako da te spremembe, iz katere se razvije rak, lahko tudi med kolonoskopijo odstranimo. Torej, raka debelega črevesa in danke lahko popolnoma preprečimo, če te predrakave spremembe odkrijemo dovolj zgodaj. Lansko leto se je na Svit program odzvalo 65% Slovencev, starih nad 50 let. V občini Ormož konkretno pa 62%, kar je primerljivo z udeležbo v regiji, je še pojasnil Stojanovič in dodal, da tudi takšne aktivnosti, kot je bila predstavitev preventivnih programov na gimnaziji, lahko prispeva k boljši ozaveščenosti, glede na to, da bi že 70% udeležba bila zadovoljiva pri trudu za zgodnje odkrivanje rakavih obolenj na črevesju. Gotovo pa je prav interes programe privzgojiti že mladini. Ne gre samo za program Svit, pač pa tudi za ostale preventivne zdravstvene programe, ki jih državljanom na terenu ponujata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Center za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Ormož. Vsekakor, veseli smo takšnih dogodkov, ki se dogajajo v naši občini. Veseli smo, da se lahko tudi pridružimo tem dogodkom. Nenazadnje, to so dijaki, ki bodo mogoče v bližnji prihodnosti tudi del našega kolektiva in z veseljem se pridružujemo takim dogodkom. Kako pa sicer sodeluje zdravstveni dom z programom zdravstvena nega tukaj na gimnaziji? Ja, dijaki v 3. in 4. letniku opravljajo pri nas tudi klinično prakso. Celi čas pa smo tudi na vezi pri samih usposabljanjih in pa želimo si tudi razširiti naše sodelovanje. Center za krepitev zdravja je v bistvu dokaj nova ponudba zdravstvenega doma Ormož. Kakšni so odzivi, kako se torej občani udejstvujejo vseh teh vaših aktivnosti? Ja, dejansko ni več tako nova stvar oziroma pridobitev našega zavoda. Center deluje že kar nekaj let, center se neprestano širi in tudi odziv naših občanov je vsako leto večji in tako da jaz sem zelo vesel, da iščemo rešitve, da skupaj širimo znanje in pa širimo predvsem preventivne vsebine med našimi občani. No, se vam zdi, se dovolj torej občani poslužujejo Centra za krepitev zdravja, glede na to, da dejansko ponujate veliko zelo zanimivih in dobrodošlih programov? Glede na analize, ki smo gledali, tako kot sem rekel, vsako leto večja udeležba. Želimo si še večje prepoznavnosti, zaradi tega se tudi člani našega Centra za krepitev zdravja udeležujejo vseh raznih dogodkov po vseh 3 občinah, tako da ja, toplo vabim vse naše občane, da se pridružijo vabilom in pa naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje. Ema Puklovec, si se že kaj naučila, si že kaj posrkala vso to znanje, kar je danes tukaj razstavljeno? Ja. No, kaj ti je recimo do vsega tega najbolj zanimivo? Najbolj zanimivo mi je, kako se to rak lahko razvije, pa kako do tega pride, pa
No, se ti verjetno zdi kar fajn, ne, da se že tako mladi poučujete o teh zadevah. Ja, zelo. No, gre seveda za preventivne programe, to verjetno veš, ne, kako se recimo s tem lahko preprečijo obolenja razna, boš ukrepala tudi ti, recimo, ko boš toliko stara? Mogoče. Boš doma kaj povedala, spodbudila svoje starše? Ja, zelo. Neža Horvat, kaj je tebe danes tu tako najbolj pritegnilo, kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo? Si sploh že vse ogledala? Čisto vsega sem si še ne natanko ogledala, sem si pa ogledala to črevo in mi je zelo zanimivo, da sem izvedela kaj novega. Kaj je novega seveda in čemu služi, ne? Verjetno si ugotovila, zakaj to danes vse predstavljajo, ne? Ja, Verjetno zaradi preventive, ne? Da enkrat ne bi torej oboleli, boš povedala kaj doma o tem? bom seveda z veseljem. Boš na kakšen način morda vzpodbudila svoje starše? Ja, Kaj pa sicer v tej smeri razmišljaš, kako pomembno je zdravje? zdravje je zelo pomembno, saj se moramo zelo gibati. Ja, to je tudi zelo pomembno, ne? Pa tudi na prehrano moramo paziti, ne? Ja, Fino, to vse si se danes naučila ali že sicer veš? naučila pa tudi nekaj že znam. Si se danes že tukaj kaj naučil, si pogledal vse? Ja, pogledali smo si črevo. In ti je bilo verjetno zanimivo, ne? Si kaj zapomnil od vsega tega? Ja, No in veš, čemu služi to? ja, da starejšim pošljejo vzorec in potem, ko opravijo potrebo, jim pošljejo vzorce in oni pregledajo, če je vse pravilno. Bravo, zelo dobro si to zapomnil. Boš doma kaj povedal o teh programih? Ja. Kaj pa sicer misliš, zakaj je tako zelo pomembno, da se poučimo o vseh teh programih preventivnih? Da ko smo starejši, da poskrbimo za svoje zdravje. Tako so povedali šolarji, ki so, kot je bilo slišati, dobro razumeli razlage. Naše sogovornike smo ujeli ob maketi debelega črevesja, čeprav so se potem še ustavili ob ostalih stojnicah in se gotovo naučili še več. Naslednja priložnost, da se seznanimo z vsem, kar ponuja Center za krepitev zdravja in še več, pa bo že v petek 17. maja, ko Zdravstveni dom Ormož od 11. do 15. ure za vse občane pripravlja dan odprtih vrat. V okviru projekta, ki nosi naslov Prostor ukrajinsko-slovenskega prijateljstva, ki ga Ormoška knjižnica izvaja skupaj z regijskim oddelkom Ukrajinske knjižničarske zveze v Trnopilu v Ukrajini, je Društvo kmečkih žena Kok nedolgo nazaj pripravilo kulinarično delavnico. Delavnice se je skupaj z domačinkami udeležilo 10 ukrajinskih žena, ki čas vojne vihre v svoji domovini preživljajo v Ormožu. Kulinarične delavnice so potekale v prostorih košarkine hiše na Kogu. Udeleženke in udeleženci delavnic, med katerimi je bilo tudi 10 Ukrajink, so se še pred vstopom v košarkino hišo seznanili z zgodovino hiše, zgrajene leta 1938. V kateri so se skozi čas pletle različne usode. Njena klet pa je v času II. Svetovne vojne kar 8 dni nudila zatočišče domačinom, ki so se vanjo zatekli pred obstreljevanjem. Danes je hiša obnovljena in služi kot muzej in prostor za različne dogodke. Po ogledu hiše so članice Društva kmečkih žena Kok izvedle delavnico peke tipičnih kogovskih pogač. Med potekom priprave pogač nam je vodja projekta predstavila projekt. Gre za ukrajinsko-slovenski projekt, ki smo ga poimenovali Prostor ukrajinsko-slovenskega prijateljstva. Dejansko pa je to na kak način nadgradnja projekta The Europe Challenge, ki smo ga izvajali v letih 22-23. Takrat smo ga tisti projekt poimenovali za kulturno vključevanje brez meja in omejitev. Tisti prejšnji projekt je bil financiran strani Evropske kulturne fundacije in še določenih financerjev. In ob uspešno zaključenem
določenem projektu so nas obrnili na eno nemško organizacijo CUZO, ki razvija podobne dejavnosti. Torej, gre za tak lušten humanitaren projekt, ki skrbi za razseljene ukrajinske, predvsem ženske z otroke, da je njihovo bivanje v novih državah, ki jim nudijo zatočišče pred vojno, čim bolj kulturno kvalitetno, prijetnejše in da je poskrbljeno za integracijo v okolje. Bili smo uspešni torej na tem projektu nevladne organizacije CUZE, ki ima projekt Culture Helps, kultura pomaga, na katerega smo se prijavili v sodelovanju z ukrajinsko knjižnico iz Ternopila. Gre torej za projekt vključevanja in psihosocialne podpore ukrajinsko razseljenim ljudem, ki pa je časovno krajši, do konca avgusta poteka zaradi teh razpisov vodilnih organizacij. Želja pa nam je ponuditi spet vrsto kulturnih dogodkov, ki bojo pripomogli k temu, da se bodo ukrajinske ženske z otroke bolje spoznale z ljudmi iz našega okolja, bolje spoznale našo kulturno tradicijo in samo okolico, ter da bo njihovo prostočasno in kulturno življenje kar se da raznoliko, bogato in prijetno. No, zanimivo je tudi to, da torej njihova knjižnica v Ternopilu pravzaprav tudi skrbi zanje, za svoje državljane in jim torej na srečo preko interneta omogoča določene aktivnosti. Ja, res je. Vloga ukrajinske knjižnice, Ternopilske knjižnice je v tem projektu ta, da skrbi za razseljene Ukrajince, za psihosocialno podporo, pomoč in jim organizira webinarje oziroma Zoom srečanja z psihologi, tudi z umetniškimi terapevti, kjer se torej v svojem maternem jeziku lahko pogovarjajo s strokovnjaki, se pogovarjajo o svojih težavah, izzivih in se na tak način jih psihosocialno podpre. Zoome so nam dali to priložnost, da se lahko vključijo in povežejo ljudje po različnih koncih iz svojega lastnega doma, omogočamo pa tudi mi njim, če nimajo dovolj dobrih pogojev doma, da bi lahko tudi na nek način skupinsko sodelovali v knjižnici pri teh spletnih psihosocialnih podporah. Ukrajinska knjižnica, kot rečeno, izvaja te webinarje, ki jim pomagajo reševati njihove stiske in težave, od tega, kako se soočati s travmami, stresom, kako si pomagati, da lažje spijo, da je za njihovo čustveno plat življenja poskrbljeno. Pa ponuja tudi delavnice za otroke, ki so vezane preko nekih igric, ki pa niso igrice, kot jih poznajo naši mladostniki, ampak bolj psihosocialnih podpornih sistemov, in pa z enim umetnikom na take delovno-terapevtske delavnice, kjer bojo v ukrajinskem jeziku se preko spleta, preko kamer družili in skupaj ustvarjali, slikali, risali, morda tudi kiparili in na tak način preživljali prosti čas, se pogovarjali in skozi umetnost si pomagali, da jim je lažje. Ja? No, knjižnica je kar jim podala roko v vseh ozirih, torej tudi na pretekle te neke aktivnosti in projekte. Koliko pa jih torej Ukrajincev, Ukrajink zahaja v knjižnico in pravzaprav pri vas torej poišče neko podporo? Veseli smo vsakega, ki pride. Ukrajink smo se razveselili še bolj in smo bili zelo ponosni, da so knjižnico prepoznali kot prostor, tisti osnovni prostor, kjer lahko zadovoljijo svoje socialne in kulturne potrebe. Zelo redno jih prihaja okrog 10 Ukrajink, od teh 5 jih hodi vsako jutro na telovadbo v knjižnico, se pridružujejo društvu Šola zdravja in telovadijo. V teh serijah delavnic, ki smo jih izvedli pri nas v prejšnjem projektu, pa smo jih spoznali nekaj več kot 30. Zanimivo je, da njihovo število variira, nekaj se jih je tudi že odselilo, se jih je vrnilo nazaj domov, tudi one večkrat grejo nazaj, zdržujejo tudi fizične stike z svojo rojstno državo. Tako da, če govorimo o števili 20-25, je mislim, da nekako najbolj realna ocena.
Veselje nam je, da so to vseh generacij, otroci, mladostniki in matere, babice, ki pa hodijo tudi po knjige, jih tudi izposojajo si knjige za branje in prav veseli nas in navdušeni smo, ko spremljamo njihov napredek, kako hitro in kako uspešno se učijo slovenskega jezika. In veselje nam je, da vidimo, koliko jim knjige pri tem pomagajo. Res smo ponosni tudi na ukrajinsko mladež, koliko knjig si izposodijo in si jih preberejo, pa si mislimo, kakšen napor mora to za njih biti. No, danes je ena taka aktivnost v okviru tega projekta. Kako ste prišli torej do sodelovanja s kogovskimi ženami? Mi smo glede projektnih aktivnosti razmišljali o tem nadaljevanju podobnih delavnicah, kot smo jih izvajali v prejšnjem projektu. Takrat smo imeli tudi neko kuharsko delavnico, kjer so se cvrli krofi. V tem času razmišljanja, še iskanja idej, kaj bi vse počeli, pa je knjižnico obiskala Ksenija Lukman, predsednica Društva kmečkih žena, ki delujejo znotraj turistično-kulturnega društva KOK, z idejo, da bi želele kmečke žene približati tradicijo kogovskih pogač in smo bili presrečni, ker je to ravno to, kar smo iskali v tem času. Tako da je rezultat našega dogovora, našega srečanja današnja delavnica, kjer ukrajinske ženske in tudi naše spoznavajo tradicijo kogovske kulinarike. In koliko je torej ukrajinskih žensk danes tukaj? Danes nas je ravno nekje pol, oziroma zdaj se je še pridružilo nekaj žensk, ki so prišle direkt sem v Kočarkino hišo. Ukrajinskih žensk je 10, no zdaj vidim, da nas je vedno več, tako da preostalo pa so naše domačinke. Kot je znano, ruska agresija na Ukrajino traja že 2 leti. Po zadnji oceni Združenih narodov je znotraj Ukrajine razseljenih 3 milijone 700 tisoč ljudi. Še 6 milijonov in 300 tisoč Ukrajincev pa je trenutno beguncev v drugih državah. Nekaj več kot 70 tisoč jih je prvotno prebivališče prijavilo tudi v Sloveniji. Status začasne zaščite pa jih je po podatkih notranjega ministrstva lansko leto pridobilo 8439. Tudi v Ormožu jih je trenutno še 50, ki so si bivanje podaljšali še za 1 leto. In kar nekaj institucij ter posameznikov se dejansko trudi, da bi jim začasno bivanje med nami bilo prijetnejše. Ja, v Ormožu nam zelo všeč, ker ljudje zelo prijazні, naši sosedi, delavci v knjižnici, na Ljudski univerzi, v različnih organizacijah, v upravni enoti, na Rdečem križu, vsi nam vedno pomagajo. Kdo vse iz vaše družine je v Ormožu? Iz moje družine, jaz pa moj sin, pa starši, mož nažalost ostal v Ukrajini in še nekaj družin imamo. Ena družina to moja svakinja z 2 hčerkama in še ena družina to žena od bratranca mojega moža z 2 otrokama in še 2 družine imamo, zato me veseli, da imamo možnost se pogovarjati med sabo, Ukrajinci z Ukrajincami in tudi s Slovencami. No, skoraj neverjetno se mi zdi, da ste se v 2 letih tako dobro naučili slovenščine. Kako vam je uspelo? Ja, hvala lepa. To zaradi tečaja. Mi smo obiskovali na Ljudski univerzi večkrat tečaje in zaradi tega, da hodim pogosto v knjižnico, na literarni večeri, na različne prireditve, tudi obiskujem koncerti, se pogovarjamo z prijatelji. Tudi v knjižnici imamo zjutraj telovadbo in tam imamo več prijateljev, s katerimi tudi veseli se pogovarjamo. Se boste naučili pečti pogače danes?
Upam, da bo. V Ukrajini nimate takšnih pogač? Ne, samo pogač mi nimamo, ampak tudi pečemo z vlečenega testa različni jedi. Ampak zanimivo pogledati, kaj vi tukaj pripravljate. In upam, da bomo probali, da nam to bo všeč. V Sloveniji je dobro, v Sloveniji je dobre ljudje, v Sloveniji je narava dobra, vse je v redu v Sloveniji. Kako dolgo pa ste tukaj v Sloveniji? V Sloveniji že je 2 leta. Ste se danes naučili delati pogače? No, ne naučili, učim še. Se udeležujete takšnih aktivnosti, takšnih dejavnosti, druženj? Ko imam čas, to da. S kom pa živite tukaj? Imate družino s seboj? Imam družino, ampak moj mož zdaj v Ukrajini, v vojsku, nažal. Živijo za mной moja hčerka pa moj sin. Otroci hodijo v šolo? Старіша hčerka ході в школу, а син ході в вертець Ормош. Koliko sta torej stara? Hčerka stara je 14 let, pa sin star je 5 let. Kako pa je njima všeč tu? Kako je hčerki všeč v šoli? Všeč v šoli slovenščina. Slovenče. Ne, nema problema s slovenščino. No pa sta se naučila že verjetno, ne? Naučila, ja. Članice društva kmečkih žena Kok so se s pripravo kulinaričnih delavnic zelo potrudile. Prisotne Ukrajinke postopka priprave tipičnih kokovskih pogač niso nič manj zanimanjem sledile kot vsi udeleženci. Tudi povprašale so kaj. Jezik je bil še najmanjša ovira. Gotovo pa priložnost za druženje in trenutke, da se vsaj malo pozabi na bolečino povezano s oddaljeno domovino. Med pripravo pogač je v peči že gorelo. In najbrž ni dolgo trajalo, ko je pogače bilo možno tudi poskusiti. Pred kratkim so v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož odprli spominsko razstavo likovni del znane ormoške slikarke in osnovnošolske učiteljice Vide Rajh. Razstavo so pripravili knjižnica in člani likovno-kulturnega društva Likudo Ormož ter jo naslovili Pot skozi življenje Vidine sledi. Razstavo si lahko ogledate vsak dan v okviru delovnega časa knjižnice. Vida Rajh, ki se je v 94. letu starosti poslovila leta 2021, smo vsaj v Ormožu poznali vsi. Kot učiteljico nemščine in gospodinjstva na osnovni šoli Ormož in kot slikarko. Risati in slikati je začela v mladih letih, intenzivneje pa se je z risanjem in slikarstvom začela ukvarjati v času pokoja. Likovno se je razvijala na likovnih kolonijah pri Svetem Tomažu, potem kot članica likovne sekcije Ljutomer in od leta 2014 kot članica likovno-kulturnega društva Likudo Ormož. Na začetku svoje ustvarjalne poti je ustvarjala z ogljem, potem jo je navdušila akvarelna tehnika, kasneje pa slikanje z oljnimi barvami. Posvečala se je slikanju tihožitij in portretov, predvsem pa pokrajin, narave, rož, klečaj in podobno, s čimer se je trudila ohraniti značilnosti Prlekije in slovenskih goric. Odkot ideja, da pripravite takšno spominsko razstavo o slikarki in učiteljici Vidi Rajh? Vida Rajh si je tako razstavo še posebej v knjižnici zaslužila. Vida Rajh se spomnim izpred 30 let, ko se je začela moja
poklicna pot v knjižnici Ormož, že takrat je prihajala v knjižnico, veliko je brala, prej je bilo povedano, da je iskala navdih tudi za svoje likovno ustvarjanje v strokovni literaturi. Moram pa povedati, da je bila Vida Rajh res strastna bralka, veliko romanov je šlo skozi njene roke, uživala je v branju tudi leposlovja. Ideja je pa prišla od predsednice Likoduja, Minke Marije Klemenčič. Povedala je, da ima ogromno slik od Vide Rajh in takoj se je porodila ideja, zakaj pa ne bi ravno knjižnica bila tista, ki bi pripravila eno tako pregledno razstavo Vidi Rajh. Povedano je bilo, da je na ogled 26 njenih del. Kako dolgo pa bo razstava na ogled? Razstava bo na ogled ves mesec april, pa še mogoče kaj v maju. Na ogled so dela v različnih tehnikah, tako da verjamem, da si bo razstavo ogledalo precej obiskovalcev, ki redno obiskujejo tudi knjižnico. Pa še to bi povedala. Vide Rajh smo se res razveselili vsak december. Že takoj na začetku meseca je prišla s čudovitimi voščilnicami, ročno izdelanimi in dejansko je podarila vsakemu izmed zaposlenih knjižničarjev tudi eno prekrasno voščilnico, ki je potem ostala največkrat tudi neposlana. Še zdaj jih imamo mnogi knjižničarji tudi doma, v svojih omaricah ali pa smo jih dali uokviriti. Spominska razstava oziroma slovesnost ob otvoritvi razstave je bila priložnost za številne spomine na Vido Rajh. Svoje spomine nanjo so tako predstavile predsednica Likovno-kulturnega društva Likodo Ormož Marija Minka Klemenčič. Njena sodelavka, upokojena učiteljica matematike na osnovni šoli Ormož Darinka Rakuša in Nada Granduč, prav tako njena sodelavka, sicer učiteljica slovenščine na osnovni šoli Ormož. Marija, vi kot predsednica Likovnega društva Likodo ste pravzaprav tista, ki se na nek način trudi ohraniti dediščino, likovno dediščino Vide Rajh. Kako je to potekalo, kako ste pravzaprav prišli do vsega tega? Vida je bila moja soseda, moja mentorica, moj navdih, moja mama, moja vse. In ko je nenadoma odšla na drugi svet, sem si takoj zadala v misli, njej spomin bom postavila nekje razstavo. In ker je bila tudi Vida velika ljubiteljica knjig, sem vedela, da bom dobila vso podporo tudi v knjižnici. Z gospo Milico sva takoj navezala stike in res ustvarjala na nek način delo, ki ga lahko Vidi damo v spomin po njeni sledi, po njeni poti. Res mi je v čas, da sem lahko bila del njenega življenja. Likovno društvo Likodo pravzaprav hrani to vso njeno likovno dediščino, ne? Tako, Vida je bila ustanoviteljica med ustanovitelji likovnega društva in vsa njena dela, ki so ostala na nek način še v njeni hiši, preden se je njena hiša prodala, se hrani pri meni, zaenkrat pri meni doma, potem pa upam, da bomo v kratkem dobili kakšne prostore likodojevci in da bodo tudi ta dela zasijala v lepše luči, kot so zdaj v skladišču. Ta razstava je seveda del vaših oziroma ena izmed aktivnosti društva Likodo, kaj še v kratkem pripravljate? Ja, naslednja taka večja odmevna stvar bo 3. mednarodna likovna kolonija in sicer 18. maja na Ribniku v Ormožu oziroma v mestu Ormož v okolici, kjer bo pač kdo želel. Potem pa po tej koloniji 6. bo otvoritev teh del, ki bodo
nastala na koloniji v Beli dvorani v Ormožu. Potem se že pripravlja ob 10-letnici likovnega društva spet ena razstava. Potem imamo v planu tudi kolonijo z društvom Železničar iz Osluševec. V glavnem, kar aktivnosti veliko, pa bom rekla naporno, pa veselo pri vsem tem. Rečem, da je knjižnica en fantastičen ambient za to vrstne dogodke. Jaz se knjižnici, kulturnemu društvu Likodo, glasbeni šoli, vsem obiskovalcem iskreno zahvaljujem, predvsem zato, ker so naredili en čudovit dogodek, ker je konec koncev dogodek namenjen eni slikarki, ki je pustila velik pečat v našem okolju. Marsikdo za to ne ve, pa je prav, da ve, in danes smo jo omogočeno, danes dalje, da to je prečudovite njene umetnosti, njena dela tudi vidi v tej čudoviti knjižnici. Veseli me res, da se je zbralo toliko ljudi, še bolj me veseli, da je bilo danes par pričevanj, obujanje spominov, če se lahko tako izrazimo, njenih sopotnic, ki so marsikaj o njej povedale in povedale tudi marsikatero resnico, ki je v starih časih veljala in ki bi se veljalo poslužiti včasih tudi danes. No, Vida Rajh je učiteljica, kot je bilo tudi povedano, dejansko je bila srčna in dobra. Verjetno se tudi vi kot takšne spominjate, ste bili tudi njen učenec. Res je, tudi jaz med zadnjimi generacijami pri gospodinstvu in res tako so jo opisovali. Srčna, prijazna, bi rekel človek, eno splošno bogatstvo, ki ga premorejo takratni učitelji in ki so res bili učitelji, ki so res imeli neki poseben čut včasih tudi strok, ampak vse, da bi učence vzgojili, ne samo izobraževali. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Ormož s svojimi mentorji. Razstavo je odprla hčerka Vide Rajh Mira Žličar, ki se je vsem, ki so razstavo pripravili in sodelovali na otvoritveni slovesnosti, tudi zahvalila. Na 5 tekmah 14. kroga Ptujske Superlige je padel rekord po številu doseženih zadetkov na krog. Uspešna sta bila tudi naša predstavnika Ormož in Središče, ki sta zabeležila 3 nove točke po zmagah nad Bukovci in Markovci. Doslej je rekord v enem krogu, in sicer 8. znašal 23 doseženih zadetkov na 5 tekmah. V 14. krogu je padlo 33 zadetkov, oziroma kar 6,6 zadetkov na srečanje. Največ 10 so jih ljubitelji okroglega usnja videli v športnem parku Trate, kjer so gostitelji Središčani z 8:2 ugnali Markovce. V športnem parku Mestna Graba je vodilni Ormož pred okrog 300 gledalci gostil zasedbo iz Bukovcev, ki je pred tekmo oziroma pred tem krogom zasedala 4. mesto. Domači trener Marko Velečič je na tem srečanju lahko računal na pomembno moža Stefana Zaziča in Dejana Kocipra, ki sta se vrnila po odsluženi kazni zaradi rumenih kartonov. Začelo se je precej na nož, kar nazorno kaže trenutek iz 4. minute, ko je gostujoči kapetan Matjaž Medved na hrbet položil Luka Kiriča. Sodnik Niko Majcen Vuletič pa je pozabil pokazati rumeni karton. Gledalci niso čakali dolgo na prvi zadetek. V 9. minuti je napako gostujoče obrambe takoj kaznoval Kirič s svojim 19. zadetkom v sezoni. V 13. minuti že 2:0 za Ormožane. Lepo je speljana akcija po levi strani, asistenca Kiriča in zadetek Nika Kosca. V 26. minuti je prednost Ormoža narasla že na 3 zadetke. Za 3:0 je z lepim strelom iz 22 metrov v dolgi vratarjev kot zadel Kirič. To je bil njegov jubilejni 20. zadetek v sezoni.
Do odmora nekoliko boljši obraz tudi gostov iz Bukovc, ki so si v 27. in 40. minuti ustvarili 2 priložnosti. Vendar je mreža Ormoža, katero je uspešno čuval Denis Prapotnik, ostala nedotaknjena. Ormož Bukovci prvi polčas 3-0. Strelca Luka Kirič 2-krat in Niko Kosec 1-krat. Domači so prvič v drugem polčasu zapretili že v 48. minuti, ko je bil v zaključku akcije nenatančen Kosec. V 52. minuti je sledil tudi poskus gostov, ki je končal v naročju domačega golmana. Slednji je odlično reagiral tudi nekaj minut kasneje po kotu in še eni lepi priložnosti gostov. V 73. minuti zadetek Bukovc. Strelec prekrasnega gola iz prostega strela je bil Niko Vajda. Ormož 3, Bukovci 1. Nekaj minut kasneje še en prosti udarec za Bukovce. Spet je odlično meril Vajda, vratnica pa je preprečila veselje gostom pred drugim zadetkom. V 83. minuti situacija za Sokolje oko. Gostje so zahtevali najstrožjo kazen in glede na posnetek napaka glavnega sodnika. Sledila je priložnost Ormoža preko Kocipra, vendar je njegov strel ustavil vratar Bukovc Luka Mikić. Slednji je bil nemočen v 88. minuti, ko je svoj že 3. na tekmi in za Ormož 4. gol dosegel Kirič. To je že 21. zadetek v sezoni 2023-2024 Kiriča, ki kraljuje na lestvici strelcev Ptujske Superlige. V izdihljajih tekme je Žan Šujen zamudil lepo priložnost za povišanje domače zmage. To je bila 11. prvenstvena zmaga Ormoža in 5. poraz Bukovc v sezoni. Ormožani so pri 35 točkah in na prvem mestu. Drugovrščena Gorišnica in tretjeuvrščeni Stojnci, ki so le remizirali v tem krogu doma z Apačami 1-1, zaostajajo za vodilno ekipo Superlige že 9 točk. Središče je za zmago proti Markovcem obdržalo 6. mesto in za drugim mestom zaostaja le za 6 točk. Na predzadnjem mestu je Boč z 9 in Apače na zadnjem mestu z 8 točkami. Naslednji 15. krog je na sporedu v soboto 11. in nedeljo 12. maja. Ormož čaka v nedeljo 12. maja ob 17. uri gostovanje pri Stojnci, središče pa gostovanje pri Grajeni. To je bilo vse za danes. Kot se zdi, bo mesec maj na hitro spozel skozi čas, druga polovica meseca pa prinaša vrsto zanimivih dogodkov. In seveda bomo zraven. Tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.